grški portret. Brado imam gosto, oči pokrite z vekami, tako kot ti, ki poznajo ceno dobrih stvari. Molčim, kot se spodobi možu, ki ve, da je v človeškem srcu več kot v govorici. Rojstno deželo, dom in javno službo sem pustil, vendar ne iščem dogodivščin, ne koristi. Na ladjah nisem tujec. Obraz imam vsakdanji, kakor davkar, vojak ali trgovec, ne ločim se od množice. Tudi ne odrekam časti, ki gredo tukajšnjim bogovom. Jem to, kar drugi. Toliko je dovolj povedati o sebi. Nagrobnik. Tu leži staromodna kot vejica, avtorica par pesmi. Naj zemljica nakloni večni mir, čeprav ni truplo njeno od literarnih skupin sodilo v nobeno. Na grobu pa tudi nič nima, kar bi bilo bolj v čistih od Teri Marije, Lapuha in Vrane. Mimoidoči, potegni iz aktovke elektronske možgane in se nad usodo Šimborske za hip zamisli. Poljski parlament vsako leto razglasi zavetnike leta. Zaslužne osebnosti z področja kulture, politike, znanosti. Leto 2023 smo ob 100. obletnici njenega rojstva obeleževali leto Wisławy Szymborske. Preteklo leto je bilo ob 20-letnici njegove smrti posvečeno Czesławu Miłoszu. Dva velika glasova poljskega pesništva bi lahko opisali samimi nasprotji. Noč in dan, pes in mačka, črna in bela. Kaj ju je torej povezovalo? Naj nam povesta kar sama. Czesław Miłosz, pesnik, prozaik, esejist, prevajalec, diplomat. Najpomembnejši poljski pisec in mislec 20. stoletja. Rodil se je leta 1911 v vasici Šetenjaj v srcu Litve, kjer je preživel idilično otroštvo. Osnovno šolo je obiskoval en teden, ker mu je zadostovalo za ugotovitev, da je to strahotni kaos. Zgolj nekoliko dlje, 2 tedna, je pozneje zdržal na študiju polonistike, od koder se je pripisal na pravo in tam doštudiral. Je tretji poljski prejemnik Nobelove nagrade za književnost po vrsti. Bil je velik pesnik in velik človek. Priča minulega stoletja, ki je doživel vse od prve svetovne vojne, obeh totalitarizmov in izgnanske usode. Človek, ki je vse življenje postavljal temeljna vprašanja in se v svojih pesmih prerekal s stvarnikom, je bil tudi človek, ki je znal druge okrožiti s svojim gromkim smehom, po pogledu na kozarček ledene vodke in stanika v smetani pa vzkliknil: sreča je dosegljiva. Wisława Szymborska, pesnica, 4. poljska prejemnica Nobelove nagrade za književnost po vrsti, barvita in nevsakdanja osebnost. Rodila se je 12 let za Czesławom Miłoszem, poleti leta 1923, in je prav tako kot on imela srečno otroštvo. Že kot deklica je začela pisati pesmice. Njen prvi bralec je bil oče. Če mu je bila pesmica všeč, je zanjo plačal 20 grošev. Ko je imela Wisława 6 let, se je družina Szymborskih preselila v Krakov, mesto, v katerem je pesnica ostala do konca življenja in od koder se je na potovanje najraje odpravila s prstom po zemljevidu. Pesniški opus Šimborske ni obsežen, šteje manj kot 400 pesmi. Na vprašanje, zakaj je tako, je nekoč kratko pojasnila: v moji sobi je koš za smeti. Ni marala patosa in je zmeraj ponavljala, da se izogiba velikih besed. Švedska akademija je Šimborsko v svoji utemeljitvi opisala kot Mozarta poezije, pesnico, ki je znala eleganco jezika združiti z besom betona, ter resno vprašanje tematizirati na humoren in ironičen način. So takšni, ki spretneje izvajajo življenje. Sebi in okrog sebe imajo red. Za vse metodo in pravi odgovor. Pri priči potuhtajo kdo koga, kdo s kom, s kakšnim namenom in kod. Pritiskajo žige na edine resnice, mečejo v rezalniki papirja nepotrebna dejstva, neznane osebe pa v naprej zanje določene fascikle.
Mislijo, dokler se splača, niti hip dlje, ker za hipom preži dvom. Ko pa so odpuščeni in izbiti, službo zapustijo skozi pokazana vrata. Včasih jim zavidam, toda na srečo to mine. Od konca druge svetovne vojne do začetka 90-ih let je Česlav Miloš preživel v emigraciji, najprej v Franciji, nato pa v ZDA, kjer je nekaj časa predaval književnost na Kalifornijski univerzi v Berkeleyju. Leta 1992 se je po dolgih letih vrnil na Poljsko. Najprej je tam preživljal poletne mesece, po smrti druge žene, pa se je v Krakov preselil za stalno in tam preživel zadnje leta svojega življenja. Nobelovca sta tako postala soseda. Občasno sta skupaj javno nastopala, se opredeljevala do pomembnih tem, podpisovala iste peticije. Njune poti so se tu in tam prekrižale. Pred nekaj dnevi sem vas videla z okna tramvaja. Nekam ste hodili. Nikoli si nisem mislila, da bo tak prizor v Krakovu mogoč. Wisława in Czesław, dve popolnoma različni osebnosti, ki sta se s časoma sestavili v nenavaden, asimetričen par. Kako je on gledal na njo, ne vemo. Ona je v svojem slogu o njem napisala pesmico. Tu Česlav Miloš, hmurna tvarz, klekni i odmów, ojče naš. Sta bila torej prijatelja, prisrčna znanca, zarotnika, zgoraj veliki pesnik in njegova oboževalka, težko je reči, zagotovo pa sta navkljub vsem razlikam, ali pa ravno zaradi njih, postala drug za drugega pomembna. O resnih in težkih temah sta redko govorila, v njih je vsak zase zgor pisal. Včasih celo v pesmi z istim naslovom. Obłoki. Obłoki, straszne moje obłoki, jak bije serce, jaki żal i smutek ziemi, chmury, obłoki białe i milczące. Patrzę na was o świcie, oczami łez pełnymi i wiem, że we mnie pycha, pożegnanie i okrucieństwo i ziarno pogardy dla snu martwego splatają posłanie, a kłamstwa mego najpiękniejsze farby zakryły prawdę. Wtedy spuszczam oczy i czuję wicher, co przeze mnie wieje, palący, suchy. O jakże wy straszne jesteście, stróże świata, obłoki. Niech zasnę, niech litościwa ogarnie mnie noc. Oblaki. Oblake bi morala opisati strašno na hitro. Že v drobcu sekunde niso več isti, so že drugi. Zanje je značilno, da se nikdar ne ponovijo, v oblikah, odtenkih, položajih, niti sestavi. Ne teži jih spomin na nič, brez truda leptijo nad dejstvi. V primerjavi z oblaki se zdi življenje trdno, skoraj trajno in toliko, da ne večno. Ljudje kar naj bojo, če hočejo, potem pa drug za drugim vsi pomro. Njim, oblakom, ni za vse te zelo čudne reči prav nič mar. Nad celim tvojim življenjem in mojim, še ne celim, paradirajo v razkošju, kot so paradirali prej. Niso dolžni umirati skupaj z nami. Ni treba, da jih kdo gleda, da lahko pljujejo. Dolgo, preden sta se spoznala osebno, sta se nekajkrat na kratko srečala. Wisława je prvič videla Česlava januarja leta 1945 na pesniškem večeru in ga od prvega trenutka občudovala. Je bilo pa njeno spoštovanje kmalu postavljeno na preizkušnjo. Istega leta, preden je nastopil diplomatsko službo na veleposlaništvu v New Yorku, se je Miloš ustavil v Krakovu. V restavraciji, kjer se je Šimborska znašla prvič v življenju, se je ozrla naokrog in ga zagledala. Za sosednjo mizo je skupaj z družbo sedel Miloš. Natakar mu je prinesel dunajca z zeljem in on se ga je z ogromnim apetitom hlastno lotil. Spominjam se, da me je ta prizor, poduhovljeni pesnik, kerubin, s svinjskim kotletom v ustih močno pretresal. Vedela sem, da morajo tudi pesniki kdaj jesti, toda tako vsakdanje jedi, s tem se nisem mogla kar tako sprijazniti.
pošten opis samega sebe nad kozarcem viskija na letališču, recimo v Minneapolisu. Moja ušesa od pogovorov slišijo vse manj, oči mi slabijo, pa so še kar naprej nenasitne. Vidim njihove noge v mini krilih, hlačah ali frfotavih tkaninah, za vsako oprezam posebej, njihove zadnjice in stegna, zamišljen, zaziban v porno sanje. Stari pohotni dedec, čas je za v grob, ne pa za mladostne igrice in zabave. Nisem jaz kriv, da smo tako zgneteni, na pol iz nesebične kontemplacije in na pol iz apetita. Če bom po smrti prišel v nebesa, mora tudi tam biti kakor tu, samo da se bom rešil topih čutov in težkih kosti. Spremenjen v čisto zrenje bom še naprej usrkaval proporce človeškega telesa, barvo perunik, Pariško ulico v juniju ob svitu, vso nedoumljivo mnogost vidnih stvari. 9. oktobra 1980 je Česlava Miloša ob 4 zjutraj zbudil švedski novinar, ki ga je poklical, da bi mu sporočil novico. Podeljena mu je bila Nobelova nagrada. To ni res, je rekel pesnik in šel nazaj spat. Kiedy dostałem nagrodę Nobla, to już całkowicie straciłem kontrolę i tylko włosy wydzierałem z głowy, dowiadując się, kim jestem w oczach innych. Zawsze uważałem siebie na przykład za poetę dość hermetycznego dla pewnej nielicznej publiczności. I co się dzieje, kiedy tego rodzaju poeta staje się sławny, głośny, kiedy staje się kimś w rodzaju gwiazdy futbolu? Naturalnie powstaje jakieś zasadnicze nieporozumienie. Ars poetica. Nekaj nespodobnega je v samem bistvu poezije. Iz nas ustaja stvar, za katero nismo vedeli, da jo nosimo v sebi. Torej, mežikamo, kot bi iz nas skočil tiger in z repom opletal po bokih, stoječ v dnevni svetlobi. Smisel poezije je v tem, da nas spominja, kako težko je ostati isti človek, ko pa je naša hiša odprta, v vratih ni ključa in se nevidni gostje sprehajajo ven in noter. Res je, kar tu pripovedujem, ni poezija, ker pesmi smemo pisati neradi in poredko, pod neznosno prisilo in samo v upanju, da smo inštrument dobrih in nehudobnih duchów. Twierdzili zgodnie, że właściwie nie rozmawiają o poezji. Ale kiedyś poeta zwierzył się Szymborskiej, że zawsze zaczyna pisać od pierwszej linijki, a potem już jakoś idzie, jak to z górki. Ona odwzajemniła mu się wyznaniem, że czasem przychodzi jej do głowy ostatnia linijka i potem musi wspinać się pod górę do początku wiersza. Hvalnica sestri. Moja sestra ne piše pesmi in najbrž ne bo več na lepem začela pisati pesmi. To ima po materi, ki ni pisala pesmi, in po očetu, ki prav tako ni pisal pesmi. V predalih moje sestre ni starih pesmi, niti v torbici ravnokar napisanih. In kadar me sestra pa vabi na kosilo, vem, da ne zato, da bi mi brala pesmi. Njene juhe so odlične brez naklepa, kava pa se ne poliva na rokopise. Moja sestra goji kar dobro govorjeno prozo, vse njeno pisanje pa so razglednica z dopusta, z besedilom, ki vsako leto obljublja isto. Ko se bo vrnila, bo vse povedala.
Dan stvarjenja. Pa saj to sploh ni tako težko. Bog je ustvaril svet, kdaj pa? Pred kratkim, danes zjutraj, pred kakšno uro, ker se odpirajo pravkar narejene rože. Wisława Szymborska je bila znana po svoji igljivosti in ustvarjalnosti, tako v pesmih kot izven njih. Vse življenje se je ukvarjala z izrezovanjem starih ilustracij in sestavljanjem izvirnih kolažnih razglednic, ki jih je pošiljala prijateljem, skupaj s pismi ali namesto njih. Svoj krog dopisovalcev je pritegnila tudi Miloša. Leta 1990 je v svojem slogu začela korespondenco, ki je trajala vse do pesnikove smrti. Kraków 5 listopada 90. Piękny Pani Czesławie. To jest pierwsza karteczka, którą do Pana wysyłam. Po niej nastąpią inne i tak już będzie aż do końca świata. Wisława Szymborska. 17 stycznia 1991 roku. Droga koleżanko, nie zasługuję na takie względy. Te kartki bardzo mnie poruszyły. Dziękuję. Serdeczne pozdrowienia, Czesław Miłosz. Zdi se komaj verjetno, a resni pesnik je sprejel igro. Začel je zbirati in Wisławi pošiljati gradivo, za katero je menil, da ji bo všeč. Karikature iz New Yorkerja, reprodukcije umetniških del, kičaste razglednice, ki jih je bilo v Združenih državah v izobilju. Iskal je navezave na njene pesmi in se bržkone tudi sam pri tem prav dobro zabaval. W zasebnih pogovorih se skoraj nikoli ne dotikava nazornih vprašanj. Oba sva v tem smislu diskretna. Sem in tja spregovoriva o kakšnem literarnem delu, a še to je redko. Szymborska vzdržuje zabavnost tega odnosa, ko mi pošilja svoje kolaže, jaz pa ji sem ter tja vrnem kakšno ameriško kurioziteto. Rdeča nit te nenavadne korespondence so bili najpogosteje elementi iz narave, natančneje sveta živali. Wisława, izrazito mač človek, na eni od razglednic kar naravnost sprašuje Czesława, pasjega človeka, če so mu všeč mačke. A daleč na prvem mestu so bile opice. Nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że smutek kosmiczny małpy pani najlepiej może ocenić. A przy okazji wesołych i możliwie najbardziej ludzkich jeszcze świąt. Czesław Miłosz. Preklovi opici. Take so moje velike maturitetne sanje. Na oknu, priklenjeni z verigo, 2 opici sedita. Za oknom leta nebo in se kopa morje. Odgovarjam iz človeške zgodovine. Zapletam se in jecljam. Opica, ki me gleda, se ironično smehlja, druga pa se zdi, da drema. Ko pa na vprašanje ostanem čisto nema in prišepetava, tako, da tiho z verigo rožlja. Pod izmenjavo takšnih in drugačnih kuriozitet in priložnostnih voščil so se znašle tudi zadnje izdane knjige obeh pesnikov, seveda s posvetili. Zbirko svojih feltonov z naslovom Lekturi nad obowiązkowe je Wisława opremila s pripisom. Imenitni gospod Czesław, te neumnosti niso vredne vašega časa, pošiljam jih zgolj zato, da bi vam nekaj poslala. Od vas ne pričakujem nobenega odgovora, sama nekaj vem o tem, kaj je knjiga, ki nenadoma na človeka pade, potem pa je treba avtorju nekaj napisati. Zato vas je škoda, zato prosim, samo sprejmite in pika. Dar. Kako srečen dan, megla se je še zgodaj razkadila, delal sem na vrtu.
Kolibri so poplesavali nad cvetovi kovačnika, na vsem svetu ni bilo stvari, ki bi si jo poželel. Nikogar, ki bi mu bilo vredno zavidati, nisem poznal. Ker se je zgodilo slabega, sem pozabil. Ni me bilo sram ob misli, da sem to, kar sem. V telesu nisem čutil nobene bolečine. Če sem se vzravnaval, sem videl sinje morje in jadra. Wisława Szymborska je vsako leto nekaj tednov preživljala v hotelu Astoria v Zakopanah. Tam jo je oktobra leta 1996 doletela novica o prejemu Nobelove nagrade za književnost. Anekdota pravi, da se je nanjo pesnica odzvala z besedami: O Bože, dlaczego właśnie ja? Potem pa se je na vsak način poskušala skriti pred naraščujočo gnečo novinarjev in radovednežev. Szymborska se je spominjala, da je bil Miloš eden prvih, ki je čestital za Nobelovo nagrado. Na svojo mlajšo kolegico je bil ponosen. Članek, ki ga je po tistem objavil v tedniku Tygodnik Powszechny, je veselo naslovil: A nie mówiłem? Mar nisem rekel? Zdelo se mu je zelo zabavno. Rekel je, da sočustvuje z menoj, saj pozna breme, ki ga bom odslej morala nositi. Iz pisem lahko razberemo, da je obstajala celo možnost, da bi se Česlav soproga udeležil podelitve Nobelove nagrade svoji kolegici na Švedskem. Ljubi Česlav, bila bi presrečna, če bi s svojim obiskom dodala blišč temu, kar se bo dogajalo v Štokholmu. Če vanj prihod ne bo mogoč, bom zelo težko zavzdihnila, a bom razumela. Sicer pa se mi govor ni posrečil. Švedi so mnenja, da je prekratek. Za enkrat mi ni do smeha, saj me čaka maraton raznih intervjujev, večeric in stiskov dlani ob vsaki priložnosti. Wisława, Krakov, 26. novembra 1996. V slavno najkrajšem govoru ob sprejemu Nobelove nagrade, dolgem zgolj 15 minut, je Šimborska poudarila pomen, ki ga imata besedici ne vem za poezijo. Označila ju je za neznatni, a siloviti. Po njenem bi si jo moral kar naprej ponavljati vsak pesnik, če je pravi pesnik. Nevedenje, čudenje in postavljanje vprašanj. To je Wisława res obvladala kot malo kdo. Radost pisanja. Kam teče ta napisana srna skozi napisani gozd? Mar pit k napisani vodi, ki bo odtisnila njen smrček kot indigo papir? Zakaj dviga glavo? Ali kaj sliši? Oprta na 4 nožicah, sposojenih od resnice, izpod mojih prstov striže z ušesom. Tišina. Tudi ta izraz šelesti čez papir in razgrinja veje, ki so tu zaradi besede gozd. Nad belo stranjo se pripravljajo na skok črke, ki se lahko sestavijo na robe, prežeči stavki, pred katerimi ne bo rešitve. Torej je tak svet, nad katerim izvršujem samostojno usodo, čas, ki ga vežem z verigami znakov, bivanje na moj ukaz neminljivo, radost pisanja, možnost ohranjanja, maščevanje umirljive roke. Nobelova nagrada je izravnala neenakost, ki jo je Wisława vse skozi poudarjala. On veliki pesnik, prerok, ona le skromna pesnica, njegova oboževalka. Danes že vemo, da sta tako njegova kot njena roka spisali maščevanje minevanju časa, oba pesnika pa bosta do konca sveta imela svoj prostor v panteonu največjih. Vermeer. Dokler ta ženska iz Rijksmuzeuma v naslikani tišini in zbranosti mleko izvrča v skledo dan za dnem preliva, si ne zasluži svet še konca sveta. Popevka o koncu sveta. Na dan konca sveta čebela kroži nad cvetovi kapucink, bleščečo mrežo ribič si ravna, delfini radosni z valove skačejo, se mladi vrabci žrebov oprijemljajo in zlato kožo kača, kot spodobi se, ima.
Na dan konca sveta čez polje ženske hodijo z dežniki, ob robu trate pa pijanec spi, po ulicah kričijo zelenjavari, drsi k otoku čoln z jadri rumenimi in v zraku dolgo gosli zven lebdi, kot zvezdnato noč odstiral bi. In kdor je čakal blisk in grom, je goljufan. In kdor je čakal znamenje, arheangelsko trobento, ne bo verjel, da je izpolnjeno. Dokler sta zgoraj sonce, mesec še, dokler še čmrlj obletava vrtnice, dokler se rožnati otroci še rode, nihče verjel ne bo, da je izpolnjeno. Samo siv starec, ki lahko prerok bi bil, pa ni prerok, ker drug poklic ima, pripoveduje, veže paradižnike. Ne bo drugačnega konca sveta, ne bo drugačnega konca sveta. Česlav Miloš je umrl 14. avgusta 2004, star 93 let. Pokopan je skupaj z velikimi imeni poljske umetnosti v kripti zaslužnih cerkvi škofa Stanislava v Krakovu. Na njegovem pogrebu je Wisława Szymborska nezmotljivo povedala: Danes se poslavljamo od pesnika, tudi ne poslavljamo se od njegove poezije. Ta nas bo vse tu prisotne in neprisotne zagotovo preživela. Jest dla mnie oczywiste, że urodziły się pod dyskretną opieką wielkich mocy. Czym one są, tego nie wiem, ale widzę wyraźnie, że znają się na poezji. Wyznanie. Panie Boże, lubiłem drzem truskawkowy i ciemną słodycz kobiecego ciała, jak też wódkę mrożoną, śledzie w oliwie, zapachy, cynamonu i goździków. Jakiż więc ze mnie prorok? Skąd by duch miał nawiedzać takiego? Tylu innych słusznie było wybranych, wiarygodnych. A mnie kto by uwierzył? Bo widzieli, jak rzucam się na jadło, opróżniam szklanicę i łakomie patrzę na szyję kelnerki. Z defektem i świadomy tego, pragnący wielkości, umiejący ją rozpoznać gdziekolwiek jest, a jednak niezupełnie jasnego widzenia. Wiedziałem, co zostaje dla mniejszych jak ja. Festyn krótkich nadziei, zgromadzenie pysznych, turniej garbusów, literatura. Zadnji javni nastop Wisławy je bil povezan s Česłavom. Urednik Jerzy Ilk jo je nagovoril k sodelovanju na drugem knjižnem festivalu Česlava Miloša. Tudi po smrti mu ni mogla odreči. In tako je 14. maja 2011 Cerkvi Božjega telesa prebrala dve do takrat še neobjavljeni pesmi: Ogledalo in Dlan. Dlan. 27 kosti, 35 mišic, kakšnih 2000 živčnih celic, v vsaki blazinici naših 5 prstov. To je čisto zadosti, da napišeš Mein Kampf ali Medveda Tura. Wisława Szymborska je umrla 1. februarja 2012, stara 88 let. Na dan pogreba pesnice je trobentač na stolpu Marijine bazilike v Krakovu odigral melodijo k njeni najbolj znani pesmi Nič se dvakrat ne dogaja. Slovo pa je s plošče pela njena nadvse ljuba Ella Fitzgerald. Beležka. Življenje. Edini način, da odganjaš liste, loviš sapo na pesku, vzletiš na krilih, da si pes ali ga božaš po topli dlaki, da ločuješ bolečino od vsega, kar ne boli, da si sredi dogodkov, se znajdeš v razgledih, iščeš najmanjšo med zmotami. Izredna priložnost, da se za hip spomniš, o čem je tekla beseda pri ugasnjeni luči. In da se vsaj enkrat spotakneš ob kamen, da te ujame dež, da izgubiš ključe v travi,
in slediš s pogledom iskri v vetru. In kar naprej ne veš ničesar pomembnega. Lahko noč. Nobenih obvez, ni mi treba biti globok, pa tudi ne umetniško popoln, niti vzvišen, niti krepčilen. Jaz potujem, pravim si, lovil si, no in prav. Čas je bil takšen. Zdaj pa me glasba svetov spreminja, moj planet stopa v drugačno znamenje. Drevesa in travniki so vedno bolj izraziti, filozofije druga za drugo ugašajo, lahkotno, ampak se tudi nič ne ve. Omake, letniki vin, različno meso. Malo kramljamo o občinskih feštah, o potovanjih z zaprto kočijo, z oblakom prahu za sabo, o tem, kakšne so bile nekoč reke, kako diši kolmež. To je boljše kot raziskovanje svojih sanj. Medtem pa je raslo in je nevidno. Še sam ne veš kdaj in je tu in povsod. Drugi se bodo ukvarjali s tem. Jaz grem na potep. Buona notte. Ciao. Farewell.